Letos obeležujemo 100-letnico smrti pisatelja, pravnika in politika Ivana Tavčarja. Hkrati pa tudi 50 let od premiere filma Cvetje v jeseni, ki je bil posnet po istoimenski Tavčarjevi povesti. Naša ekipa se je ob tem filmskem abrahamu podala na podeželje pod Starim vrhom in na Mlaki nad Lušo obiskala snemalno lokacijo filma, kmetijo pri Jejlarju, kjer sta se filmsko spoznala Presečnikova Meta in odvetnik Janez. Točno tukaj se je pred pol stoletja odvijala ena najlepših slovenskih ljubezenskih zgodb. Originalne so še železne rešetke na oknih, bohkov kot, celo pečna drva stoji in greje na istem mestu kot takrat. In mi smo že zelo zagreti, da izvemo podrobnosti. Marjeta in Tone, pozdravljena. Tone, vi ste se rodili v tej hiši, ne? Ja, jaz sem se v tej hiši rodil, sem 10. otrok bil v družini v tej hiši. Še danes se moram zahvaliti svoji mami, svojemu očetu, ki sta lepo skrbela za nas, 10 otrok, da je bila hiša zmeri topla, da je bilo zmeri vsega na miz, dost, pa tako naprej. Ker takrat so bili take cajti, dračke so bili danes. Imam pa zelo lepe spomine, še Romih, da ti povem, na to hišo, ker smo ležali, nas je ležala nepet na krušni peči v hiš. In ko smo se zjutraj, bilo je tam 15. decembra recimo, in ko smo se zjutraj zbudili, ker so bile na vseh oknih v hiši so bile rože. Veš, da ni bila hiša, ne vem koliko izolirana, topla, so bile pa na vseh oknih rože, da imam še danes v spominu. Ledene rože, ne? Tako, kako je bilo to lepo. In kako se potem spominjate tistih časov, ko so vas našli za snemanje filma Cvetje v jeseni? Lej, tako kot so mi rekli, so šli malo javorje, žetino in tako naprej in nekako je bila tale naša hiša njim zelo všeč, ta stil, te okna in tako naprej in so se odločili, da bojo tle snemali film Cvetje v jeseni in je tudi zelo lep film postal. Kakšne spomine pa imate vi kaj potem, ko je prišlo do snemanja? Ko je prišlo do snemanja, vsega ne smem povedati, imam pa zelo lepe spomine. Zelo lepe spomine. Star sem bil tam okoli čez 20 let, zaljubljen, dolžjes, v eno igralko, pa ne vem, če bi povedal. Ja, verjetno glavno, a? Tako kot si rekel, tako kot si rekel. Hiša ima stare korenine. Analize lesa so pokazale, da njen prvotni del sega v 18. stoletje, so jo pa pozneje še dogradili in dozidali. Prvič je bila osvežena okoli leta 1859, kar sovpada z marčno revolucijo, ko so habsburški monarhi kmetom dovolili prosto sečnjo gozda, zato so lahko gradili in obnavljali hiše. Zadnja obnova pa je potekala leta 2003 s ciljem, da bi hiša postala primerna za današnje standarde bivanja, predvsem glede izolacije, velikosti oken in višine stropov. Marjeta, kako se pa vi spominjate prenove te hiše? Ja, jaz sem prišla 77. leta, sem se poročila, sem prišla tlele gor in hiša je bila takrat ni za primerjati z današnjo, ne, je bila res stara, pač taka, kot so bile v tistih časih hiše še, ne. In pa sva se pač precej hitro odločila, da je treba prenoviti hišo, ne. In sva začela z delom, ne. Ja, pomagala sem, kjer je bilo treba, od pri ceraharjah, pri zidarjah. Ceraharji, kdo so to? To so tisti, ki pomagajo zidarjam ali pa ki delajo avto, ki pometajo. To sem takrat veliko zraven pomagala, res. Danes v hiši živi njun sin z družino. 5 otrok si je zlahka razdelilo zgornje sobe, medtem ko so spodaj kuhinja, jedilnica in skupni prostori, vsi še vedno prepleteni z elementi preteklosti. Kaj je zdaj najstarejšega v njej? Kaj ste uspeli obdržati res originalnega? Original od stare hiše je v bistvu oblika zunanja, celotna zunanja oblika je zelo podobna, kot je bila v starih časih. Včasih je stara hiša imela manjša okna, zdaj so večja okna, več svetlobe v prostorih, so stari gajtri na oknih, so isti, v bistvu samo povečani, da so primerni za to velikost oken. Te portali so iz stare hiše, ostalo pa v bistvu je novo.
Kaj pa lesen strop v notranjosti? Lesen strop v hiši smo ga takrat, ko se je hiša obnavljala, razstavili, očistili, impregnirali, pooskali in strop nazaj namontirali na svoje mesto. Smo pa zaradi tega, da smo dobili pravo velikost, pravo višino stropov, smo strop še nekoliko pržagali, da smo ustvarili višjo stojno višino v prostoru. Ravno pod tem lesenim stropom je v času snemanja filma Cvetje v jeseni stala miza, za katero je Meta prebirala fižol in jo je Janez zasnubil. Govoril sem z očetom in materjo. Oba sta zadovoljna, da se oženim pri Presečenkovih. Seveda, če me ti vočeš. Miza je trenutno v Kevdru, vendar ji v prihodnosti nameravajo najti primernejše mesto, morda kar v bližini krušne peči, ki jo tudi zelo radi zakurijo. Niko, kakšen način ogrevanja ste izbrali v tej hiši? Ogrevanje za celotno hišo je na centralno kurjavo. Porabimo nekje 20 kubikov, odvisno od sezone, suhih mešanih drva. V vmesnem času se ogrevamo tudi na kmečko peč. Zelo prijetno pa je, kadar je zakurjen šporgelt, takrat je pa ena taka prijetna toplina v prostorih. Doktor Samec, koliko Slovencev se še vedno ogreva na drva? Dobra tretjina. Treba je upoštevati, da je les eno najstarejših goriv. V zgodovini je bil edini les, ki je bil primeren za proizvodnjo toplotne energije in še danes. Glede na to, da je Slovenija zelo gozdnata država, ogromno je lesa na voljo in če se ga na primeren način pripravi, tudi v primernih kurilnih napravah uporabi, je zelo, zelo učinkovito sredstvo za pridobivanje toplotne energije. Ampak kako je zdaj tukaj z ekološko oporečnostjo trdih goriv? Zdaj tako, za stališča emisije toplogrednega plina ogljikovega dioksida je les ogljično nevtralen, če ga seveda uporabljamo tam, kjer je v neposredni bližini tudi zarasel. Če pa uporabljamo les recimo v Evropi, ki je zarasel recimo v amazonskem gozdu, pa ne moremo reči, da je ogljično nevtralen za Evropo. Smiselno je v tem okolju uporabiti les, kjer je rasel. Tako zagotovimo neke vrste biogenost tega ogljika, da tisti ogljik, ki se sprosti med zgorevanjem, nastane ogljikov dioksid in drevesa ga posrkajo nazaj in se ta krogotok potem zagotovi. Z tega stališča je les zelo ugoden. Za kurjavo je treba uporabljati le les, ki je pravilno pripravljen in sušen, nikakor pa ne česa drugega. Odsvetuje se kurjenje odpadne plastike in odpadnega papirja, prav tako lesenih odpadkov, ki vsebujejo ostanke barvil in zaščitnih sredstev. Tak material ne zgori popolnoma. Pri izgorevanju nastajajo tudi ogromne količine škodljivih snovi, ki so karcinogene in onesnažujejo okolje. Prav tako nastajajo škodljivi prašni delci, ki jih glede na velikost v mikrometrih imenujemo PM10, PM5, PM2,5 in tako naprej. Torej, suha drva so nujen predpogoj. Katere vrste? Zagotovo najbolj pomemben dejavnik pri uporabi lesne biomase je vlaga. Se pravi, les mora biti suh. Zdaj, zračno sušen les dosega tam nekje 20% se pravi vlage, kaj več je pa že potrebno, če hočemo imeti pa še bolj suhi les, so pa že potrebne sušilnice. Medtem ko peleti so zelo, zelo suhi, zato ker je postopek pridobivanja oziroma proizvodnje peletov poteka pri visokih temperaturah, pri visokih tlakih, pri stiskanju v peletirkah, tako da je vlaga izredno nizka. Če želimo v zelo kratkem času veliko toplote imeti na voljo, potem so lahko primerni to iglavci, se pravi les iglavcev. Za nekoliko bolj počasno gorenje so primerni recimo listavci, predvsem bukev, gaber in tako naprej. Zdaj, ko smo se s pravilno sušenimi poleni dobro ogreli, se iz kurilnice premaknimo še na dvorišče te ikonične gorenjske hiše. Že oddaleč se vidi, da je lepo urejeno. Za zaščito domačije nad vhodnimi vrati bdita tudi svetnika Jakob in Janez, ki prinašata dobro vreme in obilno letino. Pa seveda filmske projekte, saj so poleg Cvetja v jeseni na tej lokaciji posneli še 2 druga filma. Nedokončanega Dražgoško bitko in po noveli Ivana Tavčarja Ljubezen nam je vsem v pogubo.
Tako da nama je veselje, ker pogledava na lepo hišo, ki se je zgradila, pa da je v njej življenje, da je v njej, kaj še žena? Radost pa veselje pa ljubezen. Tako, točno tako. Ljubezni tudi ne manjka. Ne manjka. Seveda, Ne ne. manjka. Ne manjka.